Opazili smo, da pacienti velikokrat po spletu iščete eno belo zadevo, nas sprašujete o tem, zato sem se odločila, da bomo o tem posnela video. Zakaj gre? To so levkociti in pa vse povezan z levkociti. V današnjem videoposnetku boste zato zvedeli, kaj imajo skupnega levkociti, vaš sosed in njegov mulc in pa vnetje mehurja. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Moje ime je Aleš, Alepija in midva sva zdravstvena delavca. Za tale video sem mogla pa kar malo nazaj v knjige pogledati, vi se po zameno za ta najen trud naročite na najen kanal. Torej, levkociti. To so krvne celice, ki poleg trombocitov in pa eritrocitov pa plazme sestavljajo kri. No, v krvi imamo pa poleg plazme, iz katere delamo vso biokemijo, ščitnice, hormone, alergije, tudi krvne celice. Daleč največ je eritrocitov, ki imajo v bistvu dve nalogi. To je, da prinašajo kisik do celic in pa odnašajo CO2 od celic. No, pol pa pridemo do te male bele zadeve. To so levkociti. Levkociti so druge najštevilčnejše celice v krvi in so generalno gledano v bistvu zadolženi za to, da nas varujejo pred virusi in bakterijami. Se pravi stvari, zaradi katerih zbolimo. In levkociti, tako kot tudi vse ostale celice, nastajajo v krvnem mozgu. Tvorijo se iz iste celice, pač glede na trenutne potrebe. Naprimer, če v nas kihne sosedov Pamš, ki je njih ravno prišel bolan iz vrtca, se nas bo v naslednjih 4 urah najverjetneje lotil prehlad. No, in če naš imunski sistem odreagira dobro in dela kakor toliko dobro, se bo temu prehladu uprl. Če pa ima kostni mozek takrat neko drugo delo in ne bo odreagiral pravilno, pa bomo zboleli. In se veste, da se prehlad zdravi 2 tedna s tableti, pa 14 dni brez. No, ker je pa naloga levkocitov v bistvu precej bolj kompleksna, bomo v nadaljevanju pogledali, kdaj imamo spremenjene levkocite, kje lahko najdemo zvišane levkocite in kako bo zdravnik na podlagi vrste levkocitov vedel, kaj nam je. Zvišane levkocite najdemo pri različnih okužbah. Okužba je v bistvu izraz, ko patogeni mikroorganizem ali pa mikrobček, kako hočete, vstopi v telo. In pod mikrobe mislimo viruse, bakterije, bacili so by the way vrsta bakterij, tako kot koki. Potem imamo pa še glive in pa praživali. No, in ko enkrat te mikrobi vstopijo v telo, se pravi preko rane, preko sline, preko dihanja, lahko jih tudi pojemo, spijemo ali pa dobimo zvečer v akciji, imajo v bistvu eno samo idejo. In sicer, da se naselijo, da se razmnožujejo in da v našem telesu pustijo eno pogorišče, podoben kakor bi naredili eni barbari oziroma vikingi. In prvi na mestu zločina so tako levkociti. In če smo že kdaj imeli podobno okužbo, bodo zelo primerni spominski levkociti, ker jih bo prišlo zelo veliko in znajo stvari zelo dobro uničiti oziroma onesposobiti mikrob. Sploh zato, ker so se z njim že srečali. Podobno kot znajo tudi policaji obvladati vašega soseda, ko se spet pijan tere po stopnicah. No, in v tem primeru bodo levkociti povišani, kostni mozek bo dobil pravi signal v bistvu iz imunskega sistema in bo začel delati celo vojsko levkocitov, ki naj bi preprečili to širjenje okužbe in jo v bistvu ustavili. Če pa je okužba nekaj novega za telo, nažalost je pa to vsak prehlad, zato ker virus prehlada namreč zelo hitro mutira, pa se imunski sistem še ne zna odzvati. In zato so levkociti sploh pri virusnih okužbah običajno normalni. No, so pa levkociti povišani tudi pri bakterijah. Bakterije so večje od virusov, njihova ideja pa je naseliti čim več sebi enakih na nekem okolju, to je lahko koža, sluznica, lahko se pa pojavijo tudi v krvi. No, težava pa nastane, kadar teh bakterij rata toliko, da so že same sebe v napoto in potem začnejo odmirati in s tem izločati toksine. In bakterije izločajo notranje ali pa zunanje toksine. In s temi toksini in tudi bakterijami se ukvarjajo različne tipi levkocitov. In škoda, ki jo v bistvu naredijo, bakterije se lahko predstavljajo tako, kot škoda, ki jo naredijo najstniki po enem rave partiju. Ker to ni več travnik, ampak je to v bistvu ena umazana njiva z smetmi. Iz smeti so v bistvu toksini, ki jih bakterije izločajo, pospravijo pa jih v bistvu levkociti. In posamezne bakterije, ki so še ostale na travniku, no, to je v bistvu malarija, ki je pač preveč spila, te pa v bistvu odnašajo monociti. Ampak se pravi, to so tipi celic, ampak je več o tem nadaljevali. In ker rabimo veliko levkocitov, da počistimo to škodo, ki jo povzročijo bakterije, so praviloma levkociti pri bakterijski okužbi povišani. So pa levkociti lahko v bistvu tudi znižani.
Za levkemijo ste verjetno že slišali, pa za HIV najbrž tudi. Bolezni so si v bistvu precej podobni, zaradi tega, ker obe vodita v isto. In sicer to, da levkocite potrebujemo. Zato, ker če nam jih zmanjka, se okužba ne pozdravi in se zato okužba širi naprej. In navaden prehlad se tako lahko razširi v gripo, gripa se razširi v pljučnico, pljučnica se ne pozdravi in oseba lahko zaradi tega tudi umre. No, levkemija je tako v bistvu krvna bolezen, kjer imamo premalo levkocitov oziroma so te precej slabe kakovosti. No, pa tudi pri virusu HIV so na primer levkociti tako zelo spremenjeni, da v bistvu niso učinkoviti. In normalne vrednosti levkocitov v krvi so nekje med 4 in 10 milijard na liter krvi. Včasih pa pride do tako močne okužbe, da ta vrednost pade, ne vem, na 3 ali pa celo 2. No in kot so prej razlagala, pa je precej bolj pogosto, da levkociti pri okužbi z mikrobi narastejo. No, tako kot šolar, ko odraste, pa se mora nekje do 4. letnika odločiti, kaj bi rad v življenju počel, se tudi levkociti najprej šolajo v krvi, potem pa prek posebnih prekatov preidejo v limfo. No, limfa pa je tekočina, ki jo najdemo povsod med tkivi, tam kjer ni krvi. In limfni sistem si lahko predstavljate zelo podobno kot krvni obtok. Limfe imamo sicer več kot 10 litrov, limfni obtok pa pozna tako imenovane vozliče, ki se pač imenujejo bezgavke. In kadar imamo v limfi povečane potrebe po limfocitih, se v bezgavke rade vnamejo. So pa zreli levkociti potem prisotni tudi na površini sluznice, zdaj lahko je to ustna, notranja ali pa na spolnih organih. In dokler tam ni mikrobov, je v bistvu levkocitom zelo lepo. Veliko jih je tam in tudi varujejo sluznico. No, včasih pa lahko tudi sami na sluznico nanesemo nek tujek in s tem povzročimo vnetje. To je še posebej pogosto pri sluznici ženskih spolovil. No, ker je vnetje sluznice v bistvu blizu mehurja, se potem zelo rad vname tudi mehur. In ta vnetje si lahko predstavljate kot neko bojišče, na katerem imamo pa tudi mrtve vojačke. To so naši levkociti. Zaradi tega te levkocite najdemo tudi v urinu, saj jih je seč izplaknil iz mehurja. Zato tudi v urinu zdravega človeka ne najdemo levkocitov oziroma so ti samo posamezni, pri vnetju pa je v bistvu njihovo število zelo veliko. In zaradi tega velikega števila bo tudi zdravnik vedel, ali imate vnetje sečil. Dajmo se vrniti nazaj na tisti rave party na Travniku. Tja pridejo smetarji, pevcaji, morda pa tudi kakšen zdravnik. In enako kot po okužbi, tudi naše telo pošlje na bojišče različne tipe levkocitov. Telo ima namreč na voljo arzenal različnih levkocitov za različne priložnosti. No, največ v krvi najdemo nevtrofilcev, ki so sicer celice značilne za bakterijska vnetja. Nevtrofilci imajo v svoji sestavi zrnca, ki vsebujejo kemične snovi, ki nevtralizirajo toksine bakterij. Teh celic je tudi največ v primeru bakterijskega vnetja. Naprimer, eozinofilce najdemo pri okužbah za praživali, se pravi razne parazite, bazofilci pa so potem bolj prisotni pri raznih alergijah. Če pa nas napada virus, potem nevtrofilcem pomagajo limfociti, ki so neka druga skupina levkocitov. Ti se delijo na limfocite T, limfocite B in limfocite 0. Tukaj imamo torej spominske celice, potem celice, ki splavljajo proti telesa in pa naravne celice ubijalke, ki uničijo mikrob. In ja, res se jim reče naravne celice ubijalke. In pri virusnih okužbah število limfocitov naraste bolj kot število ostalih celic. Poznamo pa tudi še tretjo vrsto levkocitov in to so monociti. So največje celice in delujejo tako, da v bistvu mikrob oziroma pač patogen kar pogoltnejo. Ga objamejo, nato ga začnejo uničevati. Monociti so na primer povišani tudi pri boleznih, kjer je prisoten kašelj. In levkocite vam bomo v laboratoriju merali z hemograma. Tako, zdaj veste, kaj so levkociti, veste, kdaj so zvišani in veste tudi, katere vrste levkocitov imamo v telesu. Če mi je video všeč in bi radi izvedeli, kaj bo objavila drugo nedeljo, se naročite na kanal ali pa stisnite nama tisti like. Mi pa se zdaj vračamo v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! A ste še krkli ali kaj, konci?